Živimo v času, za katerega si nikoli nismo mislili, ali si predstavljali, ali celo skrbeli, da bi bili v takšni Ameriki, kjer se Judje dejansko morajo bati za svoje življenja. Imamo 600 judovskih organizacij, za katere vemo, da se borijo proti antisemitizmu. In ali so se borile proti temu? Ne. In danes sem tukaj v četrti intervjuji z mojo prijateljico Tilo Valek Levi, ki je izjemna aktivistka, izobraževalka, političarka, kulturnica in tudi predsedniška imenovanka v Muzej spomina na holokaust. Tila, celo poletje si preživela tukaj, vedno počneš čudovite stvari. Ampak rada bi začela in se pogovorila s tabo o vlogi, v katero te je imenoval predsednik Trump v tem muzeju spomina na holokaust, kar me, po mojem mnenju, vodi do širšega dela, ki ga je treba upraviti v boju proti antisemitizmu, pri čemer vem, da si Američanka in da si se tam rodila. Kako vidiš stvari trenutno, še posebej v tej novi vlogi, ki jo imaš? Najprej, izjemno sem počaščena, da imam to vlogo. Predsednik, edini način, da prideš v ta odbor, je predsedniško imenovanje. Tako da o tem nisem nikoli razmišljala ali sanjala, ampak so me prijatelji predlagali in bila sem izbrana. Bravo! Zelo sem počaščena, da sem jo prejela. To je ogromna odgovornost. Moja babica je tudi preživela holokaust. Odraščali smo ob njenih zgodbah. Nikoli nisem šla na pohod živih, ker ni želela, da bi šli. In je, hvala Bogu, stara 96 let. In pravi, da dokler bo živa, noče, da bi kateri od njenih otrok ali vnukov stopil na Poljsko. Moj mož pravi isto, mimogrede. Jaz sem bila tam, on pa noče iti, iz istega razloga. Glej, jaz še nisem bila. In ne vem, če, recimo, čez 50 let, ko je ne bo več, ne vem, ali bi šla ali ne. Mislim, da ni pomembno, da grem jaz. Ne čutim potrebe, da bi šla, ampak mislim, da je pomembno za moje otroke in njihove otroke. Oni niso odraščali z zgodbami svoje babice. Točno tako. Da prihajam iz družine, v kateri je moja babica kot 9-letna deklica dobesedno preživela v gozdu s partizani in da danes sedim v sejmi sobi, ki pooseblja trdoživost te zgodbe, je neverjetna čast, hkrati pa tudi ogromna odgovornost. Ja. Na tem odboru so neverjetni ljudje. So judovski voditelji, nejudovski senatorji, izvoljeni predstavniki. Res je, to je zelo velik kulturno raznolik odbor, ki razpravlja o vsem. Torej, prva naloga Muzeja holokausta je ohranjanje zgodb preživelih in ljudi ter dostop, ki ga imamo do teh zgodb. Bodi si prek informacij, ki jih je ameriška vojska zbrala, ko so zavzeli taborišča, ali pa neposredno od preživelih samih. In največja zbirka kakršnihkoli artefaktov ali spominskih predmetov iz holokausta pripada Muzeju holokausta. In obstaja skladišče na drugi lokaciji, kjer dejansko še nisem bila, kjer hranijo vse, od oblačil ljudi do fotografij. In vse to postane del muzejske postavitve, ko te predmete vključijo v rotacijo. Zdaj, danes, živimo v času, za katerega si nikoli nismo mislili. Točno tako. Si predstavljali, celo skrbeli, da bi bili v Ameriki, kjer se Judje dejansko morajo bati za svoja življenja. Vem, veš, vedno pravim, da sem odraščala v Evropi. Vedno je obstajala napetost med tem, da si Judinja in Evropejka. Vedno je bila zgodovinsko pogojena, ampak Amerika ni bila nikoli takšna. Nikoli. Biti Jud je bil le del mozaika ali talilnega lonca ali kulture. Glejte, rojena in vzgojena sem bila v Miamiju. Do danes lahko rečem, da še nikoli nisem izkusila antisemitizma iz prve roke. Ampak moji otroci so ga. Kje? Ne v Miamiju, ko so potovali na različna mesta, kot je New York. Wow. Zelo žalostno se mi zdi, da smo že samo 2 generaciji kasneje tam, kjer so Nemci začeli v 30 letih prejšnjega stoletja. Ja. Muzej to jemlje zelo resno in veliko dela na področju boja proti antisemitizmu, tako na spletu kot v šolah. Z izobraževanjem, zlasti učiteljev javnih šol in učencev, ter s tem, da ljudem dajejo orodja, še posebej v srednjih šolah, preden sploh pridejo na fakulteto, ja, da bi lahko razumeli ne le antisemitizem, ampak sovraštvo. Ja. Kaj to pomeni in kako to izgleda? In to je tisto, kar trenutno doživljamo. Zelo strašljivo je. Stvar je v tem, da imamo 600 judovskih organizacij, za katere vemo, da se borijo proti antisemitizmu. In ali so ga premagale? Ne. Zakaj, Tila? Zakaj? Verjamem, da je to večje od nas. Antisemitizem je nekaj negativnega, grdega, obstoječa sila, ki je, ja, in to je to, da,
To je bolezen. Nikoli ni izginila. In je ne moremo ozdraviti. Ja. In mislim, da se nam ni treba osredotočati na zdravljenje tega. Mislim, da bi morala biti izobraževanje na prvem mestu. To bi morala biti naša prioriteta. Ne samo v nejudovskem svetu, ampak tudi v judovskem svetu. Ko imaš judovske otroke, ki ne vedo, od kod prihajajo, ne, ki jih je sram biti Judje, ali pa se sploh ne postavijo zase v nobenem okolju kot Judje, ali še huje, da celo sodelujejo na shodih skupine Študenti za pravičnost v Palestini. Tam smo spodleteli. Spodleteli smo svojim lastnim otrokom in zdaj spodletimo otrokom naslednje generacije. In zato, bolj kot da se osredotočamo na boj proti antisemitizmu, poslušajte, da ljudje, ki naredijo nekaj narobe in ogrožajo drugega posameznika, bi morali biti aretirani. Morali bi biti kazensko preganjani. Živimo v Združenih državah Amerike. Obstajajo zakoni, ki ščitijo manjšine. Nažalost, Judje niso povsod obravnavani kot manjšina, kot smo videli ta teden v Kaliforniji. Ampak morajo obstajati neke posledice. Ne mislim, da bi morale biti to majhne judovske organizacije in nekaj vodilnih, ki zbirajo denar pri istih 50 judovskih družinah, ki imajo dobre namene in si resnično prizadevajo za dobro, pa vendar ne vodi nikamor. Tako da je po mojem zelo skromnem mnenju resnično verjamem, da je izobraževanje protistrup za sovraštvo in antisemitizem, vendar ne samo za antisemitizem, ampak za vsako obliko nestrpnosti do katerekoli manjšine. Zdaj, ko so življenja ljudi ogrožena, to ne more biti način, kako jih zaščititi. Če nekdo napade Juda in ker je morda iz muslimanskega okolja ali iz druge zaščitene manjšine, zdaj, v krajih kot je New York, to ne bi smela biti rešitev, ker odgovoriti na antisemitizem z islamofobijo, to ne gre z roko v roki. Ja. Veš, Florida je postala nekakšno zatočišče za toliko Judov iz drugih delov države. In ti si iz Floride, zato tega nikoli nisi izkusila. Ampak veš, stvari morajo biti res slabe, v New Yorku na primer, ko se Goldman Sachs odloči preseliti na Florido. Goldman Sachs je kot utelešenje New Yorka. Ustvarili so judovsko banko, ko Judom ni bilo dovoljeno delati v drugih bankah. In zame je bilo to šokantno. Mislim, New York si to zasluži, ker je izvolil tega bedaka, Mandanija. Ampak dejstvo, da je to tako normalizirano in nihče več ne misli, da je to narobe, je v bistvu zato, ker Judje niso videni kot manjšina. Ali pa, ko si uspešna manjšina, si to nekako zaslužiš. Da ni vsak Jud uspešen. Vem, v Miamiju, ne moram govoriti za druge zvezne države, ampak tudi v Miamiju imamo čudovite, izjemne voditelje skupnosti in aktiviste, ki so zelo filantropski in prispevajo naši lokalni skupnosti. In zato skupnost v Miamiju izgleda tako, kot izgleda. Ja. Za judovsko voditeljstvo se moramo zahvaliti 3 prejšnjim generacijam. In ko ljudje pridejo v Miami in rečejo, da je to neverjetno, ni bilo vedno tako neverjetno. Seveda ste ga vi močno zgradili. borili, oni so to zgradili. Res smo se trudili, da smo zgradili naše šole, naše ustanove, naše sinagoge, naše judovske skupnostne centre. Nihče ni dal. Seveda. Zdaj je Miami kraj, kjer so latinskoameriški begunci prihajali iz mnogih držav že vrsto let. Ko sem bila mlada, so prihajali tudi Judje iz Rusije. Ja. Imeli smo ljudi, ki so prihajali iz, kot sem že rekla, latinskoameriških držav, ampak imeli smo Mehiko, Kolumbijo, Kubo. Kubanci so zgradili ne le judovsko, ampak širšo miamsko skupnost. Ja. In v Miamiju ni nobene tolerance do sovraštva. Takoj, ko se zgodi nekaj, kar je povezano s sovraštvom, ne glede na to, ali gre za Haitice, ker se je že zgodilo, Kubance, ker se je že zgodilo, ali Jude, ni pomembno. Ni tolerance. Ampak naši izvoljeni predstavniki se odzovejo. Naša policija se odzove in skupaj sodelujemo v naših skupnostih, da zagotovimo, da ljudje vedo, da v Miamiju zato ni tolerance. Zdaj, živeti v Miamiju in imeti ljudi, ki prihajajo k nam, je seveda zelo laskavo in je super. Veliko ljudi prihaja, ampak je težko, ker sem jaz kot nekdo, ki je zelo vključen v judovsko skupnost, kar se tiče izobraževanja, nimamo dovolj šol. Želim si, da bi imel vsakdo prostor v naših učilnicah, pa jih nimamo. In zato moramo zdaj začeti graditi. In res upam, da ljudje, ki so prišli iz drugih krajev, kot je New York, ne izkoriščajo samo nas. Lahko pridejo in naj pridejo in tudi vlagajo v prihodnost svojih otrok, ker tega ne moremo narediti sami. Sami smo to naredili za majhno skupnost. Zdaj se je ta skupnost podvojila ali potrojila. To je neverjetno. In potrebujemo ljudi, ki prihajajo iz New Yorka in Kalifornije zaradi davka na premoženje ali pa zdaj zaradi novega zakona, sprejetega ta teden, ki ne ščiti Judov in pravi, da Judi niso manjšina. Vsi drugi so zaščiteni, Judje pa niso. Veš, postaja zelo strašljivo. Seveda, hvala Bogu, da imamo Izrael in da holokavst ni več realnost.
Imamo Izrael in veliko ljudi lahko pride v Izrael. Ampak medtem res močno verjamem, da moramo vlagati v svojo infrastrukturo in v svojo skupnost. In res upam, da nam bodo ljudje, ki prihajajo, pomagali. Prepričana sem, da bodo. Sej Judje vedno znajo prispevati. Zdaj, vi ste pred kratkim ustanovili šolo. Zakaj? Je bilo to zato, ker ni bilo kraja, kjer bi se vaši otroci šolali tako, kot ste želeli, ali zato, ker je preprosto večja potreba po več judovskih šolah? Oboje. Torej, bila je večja potreba po judovskih šolah. Moji otroci so bili zadovoljni tam, kjer so bili. Prišlo je do nesoglasij, vendar to ni bil razlog, da je bila šola ustanovljena. Zelo sem se spoprijateljila z nekom, ki ga zelo občudujem in spoštujem. Njegovo ime je rabin Asarov. Bil je rabin na šoli mojih otrok. Bil je zelo, zelo pomemben pri pomoči pri izobraževanju mojih otrok, ko so bili najstniki. Kot rečemo v hebrejščini, tipešis, ko je težko. Starši se trudijo s svojimi otroki. Ja, seveda. In nekega dne je prišel k meni, potem ko je dejansko sodeloval z Ministrstvom za izobraževanje, ko je bil Naftali Bennett predsednik vlade. Oprostite, vodja Ministrstva za izobraževanje. Že dolgo nazaj. Ja, točno tako. In tega rabina so najeli, da je zastopal izraelsko vlado v vseh judovskih šolah v državi. Tako je lahko v enem letu videl notranjost prav vsake judovske šole v Ameriki in ugotovil, kaj vsi delajo narobe na različne načine. Poklical me je in rekel: poslušaj, ustanovili bomo novo šolo, vse bomo naredili drugače. In ko ustvarimo novo šolo, jaz bom rabin. Ti boš predsednica šole, ustanovna predsednica upravnega odbora. In to sva tudi naredila. In vse se je začelo res samo kot sanje. Ampak kot pravimo v Izraelu, imticu in ragada. Kaj ne? In želeli smo ustvariti najboljšo versko-cionistično, moderno ortodoksno šolo, kjer seveda je bil akademski uspeh v ospredju. Toda vrhunski akademski program, izkustveno učenje, prakse, krajše prakse, mentorstvo, ne pa sedenje v učilnici in ponavljanje informacij. Ja. In ustvarili smo srednjo šolo, ki prej ni obstajala, z Izraelom v ospredju. Neverjetno. Biti ponosni Američani, biti ponosni Judje je temeljno v naši šoli. In to sploh ni protislovje. Nasprotno, to je čudovito partnerstvo. In naši otroci se učijo državljanske vzgoje in zakaj je Amerika pomembna, ter se učijo o Izraelu in zakaj je Izrael pomemben. Pravzaprav poučujem predmet o zgodovini države Izrael, ki ni le na moji šoli, ampak na vsaki šoli, kjer sem bila. Ali celo, ko sem z dijaki v Izraelu, jih najprej vprašam, kdo je bil Ben Gurion. In bili bi presenečeni, koliko otrok odgovori, da je to tisti, ki je zgradil letališče v Izraelu. In to spet je še ena plast, kjer nam ne uspeva in moramo to izboljšati. No, tudi v Izraelu, nikoli ne bom pozabila, v posvetnem šolskem sistemu v tej državi učijo zelo malo o judovstvu, kar je res škoda. In vprašajo otroke, kaj je Šema Izrael? In rečejo, pesem Sarit Hadat. Mislim, resno. Res je, imajo prav. Res je, imajo prav. Odkod je prišlo? Odkod je prišlo, točno. No, to je izjemno občudovanja vredno. Ampak ena od stvari, ki jih ljudje vedno govorijo in zato kritizirajo tradicionalne judovske organizacije, je, da je judovska izobrazba v Ameriki preprosto predraga. Kaj naj bi se glede tega naredilo? Zakaj ni bolj cenovno dostopno? Zakaj? Mislim, vem, da je zdaj veliko prizadevanje in mislim, če se ne motim, so nacionalne institucije rekle, da moramo razširiti judovsko izobrazbo v Ameriki. In del razloga, zakaj so ti otroci na fakultetah zavedeni, je ta, da ne vedo ničesar o svoji lastni dediščini. Kaj bi lahko naredili ali kaj je tisto, kar je treba storiti, da bi bilo to cenovno dostopno? To je zelo zahtevno vprašanje, ampak ga bom odgovorila, ker resnično ne bom več opravičevala ljudi, ki so toliko let delali narobe. Najprej bi rada povedala, da so organizacije z dolgoletno tradicijo čudovite, ker so obstajale, da obstajajo, da ljudje darujejo, saj so ljudje, ki običajno niso darovali judovskim ustanovam, darovali prek teh organizacij z dolgoletno tradicijo, kar je izjemno pomembno. Ampak da izjemno drago je ljudem omogočiti ustrezno judovsko izobrazbo več kot 2 ali 3 otrokom, karkoli že. Zato spodbujamo Jude, naj imajo veliko judovskih otrok. Sama imam 6 otrok in pravim, da to ni dovolj. Želim si, da bi jih imela več. Bog, pogumnejša si od mene. Jaz imam samo 4. Ampak če imaš 4 otroke, je to kot kredit za hišo v Združenih državah. In to ni krivda šol. Imamo 2-krat več učiteljev, kot jih potrebujemo, ker imamo dvojni učni načrt. Točno tako. Ne smemo biti šola samo za bogate otroke. Zato moramo sprejeti tudi otroke, ki ne morejo plačati in jim ponuditi štipendije. Štipendije, ja. Temelji na skupnosti. Če si del skupnosti, ti želimo pomagati, da prideš na našo šolo. Mislim, da je težava res pri starejših organizacijah, predvsem zaradi birokracije, kot se dogaja v mnogih velikih ustanovah.
Ampak tudi donatorji bi morali postavljati vprašanja, pa jih niso. Zelo enostavno je bilo napisati ček za svojih $365, kar je $1 na dan za vašo lokalno federacijo in s tem zaključite. Prav, kaj ne? In potem lahko nadaljujete s svojim življenjem. To je kot vaš judovski davek. To ni dovolj. Morate postavljati vprašanja in morate vedeti, kam gre vaš denar, kako se porablja. In mislim, da je odgovornost donatorjev, da postavljajo takšno vprašanja. Ne samo federacijam, ampak tudi federaciji judovskih šol. Ampak kjerkoli ljudje darujejo denar. Seveda morate darovati. Jaz sem izjemno hvaležna ljudem, ki so dobrosrčni in radodarni. Ampak če samo darujete in ne postavljate vprašanj, pravzaprav tvegate, da bo vaš denar pristal na napačnih mestih. Ne pravim, da je bil denar iz katerekoli uveljavljene organizacije napačno porabljen, ampak pravim, da če bi morda imeli nekoliko manj režijskih stroškov ali dali nekoliko manj prednosti nepremičninam ali ne bi plačevali ljudem za potovanja. Ja, kar počnejo vsi vodilni. In razumem, če si starejši in potuješ, želiš udobje. Ampak to mora biti bolj transparentno in potrebna je večja preglednost v uveljavljenih organizacijah. Mislim, da zdaj, zaradi družbenih omrežij, je to postalo prioriteta. Ja. In stvari se spreminjajo. Lahko pa ti povem, kaj se je zgodilo na Floridi. In na Floridi je judovska skupnost poskrbela, da so naši izvoljeni predstavniki dobili podporo, ki so jo potrebovali. Pa naj bo to finančna podpora ali zgolj moralna podpora iz naših skupnosti. Govorili smo o tem, kaj nam je pomembno. In del tega je bil sistem bonov. Ja, Florida je bila prva zvezna država pod guvernerjem DeSantisom, ki je trenutno naš guverner in je izjemen. Da, on je prijatelj Izraela, ampak pozabimo na Izrael. On je zagovornik svobodne izbire šole. Ja. In za judovske ali krščanske ali muslimanske učence, če smem reči, kar je včasih tudi malo problematično, ker kaj pravzaprav vsi učijo v šolah? Torej, spet je to odločitev ameriške vlade. Ne le, da dajo svoj denar, ampak tudi, da vidijo, kam gre njihov denar. Mnogo let smo za to lobirali. Imamo organizacijo v Miamiju, ki se imenuje Teach Florida in so lobirali mnogo let. Kaj je sistem voucherjev, kjer dobiš voucher od vlade in ga potem lahko uporabiš za katerokoli šolo želiš? Ja, ampak jaz ne dobim denarja. Tako to deluje, če zaprosim. Ja. Obvestim jih, na katero šolo hodijo moji otroci in oni plačajo šoli. Ampak najprej preverijo šolo in se prepričajo, da šola izpolnjuje določene standarde, ki jih določa Ministrstvo za izobraževanje. Ampak to seveda ne more biti celotna šolnina. Ne. Torej nam dajo $8,000, $8,000 ameriški dolar, na otroka, kar je strošek enega učenca v javni šoli. Ampak spet, Judje imajo dvojno. Židovsko izobrazbo. Vsaj nekoliko ublaži nekatere od teh stroškov. Res je, ne reši pa nobenega. Prav. Ampak zagotovo pomaga pri težavi. In če so bili ljudje, ki so bili v dilemi, kakšno izobrazbo bodo dali svojim otrokom, to pomaga pri odločitvi. Ker, če se odločaš med družinskimi počitnicami ali judovsko šolo in imaš pomoč države, boš dobil oboje. Zdaj, če se ne moreš odločiti za nobeno možnost in ne greš na družinske počitnice, prav tako pa si ne moreš privoščiti šole, je to stvar judovske skupnosti. Ja. Mislim, Čaj Šikli, minister za diasporo, je pravkar odobril milijone dolarjev, desetine milijonov dolarjev, ki bodo vloženi v judovsko izobraževanje. Koliko razumem, to bo šlo prek lokalnih judovskih federacij. Ampak judovske federacije so lahko tudi problematične, ker če imajo svojo agendo in če so liberalne in če so woke in nočejo dati denarja ortodoksnim šolam ali pa nočejo, smo včasih sami sebi največji sovražniki. Torej, spodbudila bi izraelsko vlado, trenutno pod ministrom Šikljem, ampak sčasoma, ne glede na to, kdo bo na čelu, da ko dajete svoj denar, preverite, kam gre. Spremljajte denar v obe smeri, tako iz filantropije. Prosim, poskrbite, da to ni protiizraelsko izobraževanje. Še posebej, če za to plačuje izraelska vlada. Da, ampak v New Yorku imate zelo liberalne jude, ki so slučajno proti Izraelu. In judovska federacija New Yorka je na začetku vojne dala $1 milijon otrokom v Gazi. Zdaj, nisem proti nikomur, ampak najprej mi je mar za svoje. Dokler vsak posamezen jud ne bo dobil pomoči in vsega, kar potrebuje po 7. oktobru, ne vidim potrebe po pomoči otrokom v Gazi. Obstaja dovolj organizacij, začenši s Rdečim križem in še 55 drugimi muslimanskimi državami, ki lahko pomagajo. Nisem proti temu. Pomagajte vsem otrokom v stiski, ampak Judje morajo najprej poskrbeti za svoje. To je moje mnenje. In zato preden je Judovska federacija Severne Amerike v New Yorku dala $1 milijon otrokom v Gazi. S tem denarjem bi lahko naredila veliko. V naši šoli bi lahko pomagala sirotam, otrokom, ki nimajo ustrezne izobrazbe in otrokom, ki doma nimajo hrane. Ja. Ni vsak otrok v Ameriki bogat. No, to je napačno prepričanje, kaj ne? Da so vsi Judi bogati. 100%. V resnici pa je morda razlog, da ne poznate revnih Judov, ta, da za to poskrbijo Judje sami. Pomagamo jim, pomagamo skrbeti za potrebe naše skupnosti. In ja,
Potrebujemo pomoč vlade, vendar bi morali biti do tega upravičeni, saj plačujemo davke in spoštujemo zakone. Smo državljani in morali bi imeti enake zaščitene ugodnosti kot vsi ostali v naši zvezni državi in v naši državi. Torej, sistem bonov ni dobrodelnost. Če pa ima nekdo dodatnih $8,000, da jih lahko podari in s tem omogoči še enemu otroku obiskovanje šole, kar imamo tudi pri nas, saj imamo nekaj zelo velikodušnih staršev. Spet to vidim že na svoji šoli, kjer sem vključena, ki ima 200 učencev. Je to prisotno, ampak je zastopano. Si lahko predstavljate, kaj ne, če bi vsak posameznik pomagal svojim, karkoli že to pomeni, naj bo to njihova šola, njihova skupnost, njihova sinagoga, njihovi sosedje ali družinski člani. V družini lahko vidite, da lahko en brat ali sestra plača šolanje 10 otrokom, drugi brat ali sestra pa le 2. Tako da, ko si med seboj pomagate, in mislim, da si veliko ljudi, Judov v skupnosti, resnično med seboj pomaga. In ko si med seboj pomagate, postavite svojo skupnost na veliko boljši položaj. Mislim, neverjetno je. Spoznala sem guvernerja DeSantisa in njegovo ženo, ki je čudovita. In bila je neverjetna. Res je neverjetna. In povedala mi je, da v bistvu poskušajo iz cerkve narediti nekakšno skupnostno organizacijsko središče za kristjane. No, to so naredili. Ona je to naredila. Ona je vodila tak program. In to vidimo tudi pri, recimo, Kufiju ali organizacijah krščanske vere. Zdaj se to dogaja tudi v muslimanskih skupnostih. In problem je, da so številni izobraževalni sistemi znotraj muslimanske skupnosti prav tako protiameriški. In zaradi financiranja... Glejte, veste, sledite denarju. In lahko in imate nekaj zelo sumljivih. Zato smo na Floridi spodbudili naš oddelek za izobraževanje naj preuči. Kaj otroci gledajo? Ali se v judovski šoli učijo državljanske vzgoje? Absolutno. Ali se učijo ljubiti Ameriko ali sovražiti Ameriko? To so stvari, ki so pomembne. In zdaj vidimo, da so islamisti dejansko zgradili skupnosti po vsej Ameriki. In 2 zvezni državi, ki še nista bili infiltrirani brez asimilacije, recimo sta Florida in Teksas. In zdaj prihaja velik pritisk tujega denarja, ki prihaja, da bi ustvarili šole in bogoslužne prostore za muslimanske skupnosti na Floridi in v Teksasu. In to je odvisno od nas, da se temu upremo, ne da bi se borili proti verski svobodi, ampak da se borimo proti indoktrinaciji naslednje generacije, da bi sovražila Ameriko. No, ni vam treba daleč iskati. Imate demokratične socialiste Amerike, ki so v bistvu antiameriška, islamistična, komunistična, marksistična platforma in pridobivajo moč. Vas to skrbi? Ne vem, če res pridobivajo moč. Mislim pa, da pridobivajo. Prav. In vedno govorijo šokantne stvari. Seveda. In tudi tukaj vidiš, kako so mediji vedno pristranski. In mediji so zelo naklonjeni liberalni strani. In verjetno je to zaradi tujega denarja, ki pomaga temu liberalnemu mediju, da na tej platformi uveljavlja določen program. In zato imamo stvari, kot so podcasti, in imamo dostop do drugih informacij. Hvala Bogu, družbena omrežja. Lahko zelo negativna stvar, lahko pa tudi zelo pozitivna stvar. Odvisno je od tega, kaj narediš iz tega in kako to uporabljaš. Imamo Fox News, imamo še več kot to. Je Newsmax, je OAN, obstajajo tudi druge možnosti medijev. Torej, najprej mislim, da je pomembno, da ljudje pravilno izberejo svoje medije, preverjajo dejstva in iščejo prave informacije. V Izraelu nimaš toliko na voljo. Mislim, da imate Kanal 14 in še nekaj, ter JNS. Mislim, lepo bi bilo, če bi imeli kanal, ki v novicah pove resnico. In ni, veste, pristranski, na nobeno stran. Ne politična agenda. Ne, agenda, točno novice. tako. Ne dajete mi agende, samo povejte mi novice, kot so bile včasih. Torej, tega nikjer več ni. Bila sem na zelo zanimivi konferenci za Singerjevo fundacijo in dejansko je bil tam panel o izobraževanju v visokem šolstvu na univerzah. In ljudje, ki so sedeli na tem panelu, so bili predsednica univerze Dartmouth, ki je kristjanka, dekan ene od akademskih šol v Teksasu, univerza v Teksasu, govoril je o državljanski vzgoji, o pomenu državljanske vzgoje. In dekan mednarodne šole na univerzi Columbia. Zelo zanimivo je bilo videti, kako se je to odvijalo. Ampak tako, ko je dekanja univerze Columbia začela govoriti in bila je prva kot izraelska liberalna ženska, se je opravičevala in krivila žrtev. In govorila, da moramo bolje izobraževati druge in svet o Izraelu in judovskem narodu. Torej, to je miselnost krivljenja žrtve. Vedno smo to počeli. To je velika napaka. In to je žal liberalni njujorški jud. Opravičujoča. To je bila ona. Tista iz Teksasa je govorila o tem, kako učiti študente, da ljubijo Ameriko. In tako nadzorujejo sovraštvo na svojem kampusu.
In tista z Dartmoutha je rekla: počakajte malo, vsi se motite, pri nas ni nobene tolerance do sovraštva. Na naši šoli ljudje pridejo sem študirati. Kdorkoli, ki vsiljuje politično agendo, tukaj ni dobrodošel, pa naj bo to profesor, dekan ali študent. Kdorkoli, ki pride sem vsiljevati politično agendo, je takoj izključen. Ni nas briga za trajno zaposlitev, nič nas ne zanima. In veste, zakaj niso imeli protestnih taborov? Ker so ljudje dobili. In veste, zakaj nimajo prostora? So bili odpuščeni. Točno tako, popolnoma. In to je bila krščanska ženska, ne judovska. Ne, seveda, ker nažalost, še posebej zelo levičarski izraelski akademiki, o tem veliko govorim v podcastu, nažalost opravljajo boljše delo kot katerikoli antisemit na svetu. In zato sem, soustanovila Campus Izrael, da bi poskušala privabiti več mladih, da pridejo študirati sem v Izrael. Tukaj je toliko priložnosti, da razvijemo dvojne diplome in naredimo vse, kar lahko, da bi pripeljali otroke sem, da jim ne bi bilo treba plačevati teh previsokih zneskov na fakultetah, kjer jih potem indoktrinirajo. To je vse, kar ste si kdaj mislili. Točno tako. Plačujete nekomu ogromno denarja, da indoktrinira vašega otroka, da vas sovraži in da sovraži svoje ljudi. Ali pa da postane popolni izobčenec in neuspeh v svojem okolju, razen če živi v strahu, kar jih nato zlomi kot posameznika. Točno tako. In veste, pravim, da je bila Goldman Sachs ustanovljena, ko Judom ni bilo dovoljeno vstopiti v banke bele anglosaške protestantske elite. Ustanovili so Goldman Sachs, zdaj pa so Judi slabo obravnavani na različnih univerzitetnih kampusih. Torej, pridimo sem in prihranimo veliko denarja. Všeč mi je ta ideja. In mislim, da je to neverjetno, ne samo to bi bilo čudovito za vsakogar, ki verjame v judovsko-krščanske vrednote. In kritično razmišljanje. Kritično razmišljanje, zahodna civilizacija, vse agende, ki jih želi levica uničiti. To moramo graditi na vse možne načine. In resnica je, kot vedno pravim, samo pridite v Izrael. Točno tako. In če potem, ko prideš sem, še vedno imaš vse predsodke, vnaprej ustvarjena mnenja, ki si jih videl na televiziji, ti odpustim. Ampak če ne prideš sem in ne izkusiš, kaj se tukaj dogaja iz prve roke, ljudje nimajo pojma. Ne, nimam jih. Organizacije, kot sta Birthright ali celo Horizons na drugi strani, delajo izjemne stvari za ustvarjanje in gradnjo mostov. To nima nobene zveze s tem, da si džed. Ja, popolnoma se strinjam. Mislim, da bi morali vsi priti sem. Mislim, da v trenutku, ko se sprehodiš na okolje. Veš, vedno govorimo o tej skupini iz Južne Afrike, ki je prišla sem in cel teden iskala apartheid. In edini kraj, kjer so ga našli, je bil v Ramali, kjer jim ni dovoljeno. No, poleg dejstva, da Judom ni dovoljeno. To je bila mešana skupina črnih in belih članov parlamenta. In črni so bili grozno obravnavani strani rasistov v palestinski upravi. Tako da, veš, dokler tega dejansko ne doživiš, in potem so jih Judi objemali in poljubljali in niso mogli dojeti, kako je bilo vse, kar so jim povedali, ravno nasprotno. Veš, rekli so, da so Judi beli kolonizatorji in Palestinci žrtve. Gredo v Ramalo in črnim članom parlamenta tam niti roke ne bi segli. In potem tukaj jih vsi objemajo in poljubljajo. In imamo Jude vseh barv. Tako da niso mogli, ni jim šlo v račun, ampak imaš popolnoma prav, samo priti moraš sem, se sprehoditi naokoli in videti, kaj se v resnici dogaja. In če ne moreš, potem res moraš. Ker resnica šteje. Še vedno verjamem, da če bomo še naprej govorili resnico, tako kot lahko širiš laž, lahko širiš tudi resnico. Popolnoma se strinjam s tabo, Tila. Si neverjetna aktivistka na toliko različnih področjih. Niti niso govorili o tvojem drugem področju, Judeji in Samariji. Ampak naslednjič, hvala ti za vse, kar počneš in ker si tako čudovita ambasadorka judovskega naroda. In hvala, Klara. In veš, ni mi treba reči, da se vračam. Občudovala sem te že mnogo let. In zdaj, ko te lahko imenujem prijateljico, je neverjetno. A priti v tvoj šov je pa že čisto druga raven. Seveda. In ne bom rekla pridi spet, ker si večino časa tukaj, torej hvala ti. Malo sem tukaj, malo tam. Ampak ko sem tukaj, z veseljem pridem. Hvala ti. Pridi spet. Hvala.